Zadnje dni tega leta si bo marsikdo zapomnil po zgagi v želodcu, smrekovih iglicah po stanovanju in po mačjih dlakah. In ko reče marsikdo, mislim jaz. Je pa letošnje leto postreglo številnimi popkulturnimi spektakli, ki nam bodo še dolgo ostale v kolektivni zavesti. 2025 je bilo leto razprodanih dvoran in velikih koncertnih spektaklov, kar je že poleti nakazala Nina Pušlar, ki je v domači Ivančni Gorici priredila koncert svoje kariere. Nekaj tako posebnega, tako lep občutek imeti, praznovati tako obletnico v domačem kraju. Predvsem pa so domači glasbeniki v letu, ki se poslavlja, dokazali, da največja dvorana v državi ni več trdnjava, ki jo lahko brez težav osvajajo le tujci. Stožice so namreč ob svoji 30. obletnici ponovno napolnili člani skupine Siddharta. Slovito dvorano je prvič napolnil tudi ansambel Saša Avsenika, razprodala jo je kraljica Balkana Senida, prestižnemu klubu osvajalcev Stožic pa so se pridružili tudi člani skupine Mi2. S tem smo povedali našim življenjskim sopotnicam, da očitno živimo en dosti bolj zdrav življenjski slog, kot nam ga včasih očitajo. Potem, ko je letos bliskovito razprodal 2 koncerta v Ljubljani, je hrvaški čudežni deček Jako Jozinović za naslednje leto napovedal naskok še na Stožice, ki jih bo najverjetneje napolnil kar 2-krat, kljub temu, da ima do tega trenutka uradno izdano le eno avtorsko pesem. Za kaos na družbenih omrežjih pa je poleti poskrbel ameriški youtuber iShowSpeed. Ta je v sklopu svoje evropske turneje obiskal Slovenijo, za nekaj ur povzročil pravo evforijo na ljubljanskih ulicah, na koncu pa priznal, da je pri nas resnično užival. Speed approves. Yeah, I approve. I approve.